Sladko, lep pozdrav spet v Velenju, v prestolnici slovenskega hip-hopa. Ali pa tudi ne. Nekaj za rep. Bi se strinjal? Bi se strinjal. Redno spremljaš slovensko hip-hop sceno. Generacija se je zamenjala, prišli so novi, frišni nadobudneži. Kaj meniš o mladih ustvarjalcih in njihovem delu? Rad sodeluješ z njimi? V bistvu spoštujem vsakega, ki se odloči za samostojno glasbeno pot, še posebej v žanru, kot je rap, trap, nekaj, kar ni glih zrastel na domačem področju, ne. Tako da ponovadi te stvari moraš imeti res rad, res te mora veseliti, res moraš na nek način živeti za to, da potem lahko neki sadovi obrodijo. Tako da s tistimi, ki se pa pač nam je usojen, da se srečamo, smo se pa že srečali, z enimi verjetno se še bomo, ne, z enimi pa enostavno pač zaradi neke kulturne higiene enostavno tudi ne pride skupine. Okay. Tvoja besedila so vedno nekoliko ostro, družbeno kritična, oziroma so vedno obravnavala momentarno družbeno problematiko, ker je pač bila. Se še danes strinjaš z vsemi svojimi preteklimi pogledi in besedili? Katero besedilo pa je po tvojem mnenju še danes aktualno? Ja, zdaj bom tako povedal, če se ne bi strinjal vsaj po moje nekih 90% tega, kar sem napisal, ne bi te komade še danes repal. Se pravi, toliko let potem, zatem, da še vedno recimo repam komade, kateri so na prvem albumu ali pa drugem, je v bistvu jasen pokazatelj, da ima nekega smisla, neko težo to, kar sem takrat recimo kot nek mlad fant, ki je še sebe iskal, kaj bi počel, ne, ki je samo delil svoje misli, delil svoje občutke na papir, ker papir lahko vse prenese. Danes si ljudje želijo slišati resnico, ne, ki jim pa poveš čisto resnico, ne, potem pa tudi včasih ni kul. Tako da za mlade glasbenike, če želijo živeti od glasbe, kaj bi svetoval Zlatkotu 20 let nazaj, bi mu rekel pač, če hoče sam zabavo, idem pa sam zabavo, ne. Sam zabavo, ja. Ti si hotel dati resnico? Ne, jaz sem hotel dati sebe, del svojega življenja, ne. Se pravi, svoje perspektive. Tako da razumem ljudi, kateri me ne razumejo, in verjamem, da bo vedno obstajal nek procent ljudi, ne samo v Sloveniji, ampak na splošno v svetu, ki se ne bi strinjal z mojimi pogledi. So ljudje med nami, ki še vedno verjamejo v meje, ne. Za mene so meje nekaj izmišljenega. Gospodična nam že maha, da smo zašli v tonske spremembe, tako da jaz predlagam, da gremo na neke lepše teme. Ne, ampak spoštovanja vredno. No, to hvala. pa ziher. Hvala. Kaj pa plani za naprej? Kakšne so tvoje ambicije za osebno kariero in kam meniš, da gre sam slovenski hip-hop? Dobro vprašanje. Kar se tiče svojih nekih osebnih stvari, je itak tako, da delam po občutku, na kom mi pa še nimam velikih planov, niti vse, kar počnem momentalno kot odziv na trenutno stanje. Se pravi, moja besedila vedno prihajajo z nekim zamikom. Tisto, kar se mi recimo dogaja trenutno v življenju, bo prišlo potem z neko zamudo, ne. Ampak kar se pa tiče same hip-hop scene, bi si želel, da je na nek način več povezana, da bi si želel za hip-hop na splošno trap oziroma karkoli že drugega to je, od ostalih. Želel bi si nekako, karkoli bi si jaz trenutno želel za hip-hop, ne, mogoče bo nekaj od tega enkrat. Ampak vedno sem si želel samo to pač, da je prostor za folk, ki se želi s tem ukvarjati, da se lahko ukvarja s tem in da se lahko prosto izraža. Se pravi, ne da se more paziti, joj, bo to preveč za ljudi. Jaz sem recimo poslušal enega gospoda Ed Sheeran, mislim, da je rekel v enem kratkem intervjuju, zelo super, kdo bi si predstavljal, da od tazga recimo kantavtorja, pop pevca, hudega vokalista lahko pričakuješ kakšno tako hudo najavo, ne. In on je rekel, vsakič, ko pomislim, a je to mogoče malo preveč za ljudi, a je to mogoče malo preveč za sceno, nekaj v tem kontekstu, ne.
In je on rekel, no, glih, takrat moraš to narediti. In jaz sem pol v bistvu, ker sem delal neko preslikavo, sem v bistvu opazil, da v začetni fazi moje kariere in potem vmes, vedno med mojo kariero so bile vedno take stvari, da sem poslušal sebe, kljub temu, da sem se zavedal, kakšne so lahko posledice, ampak na koncu dneva vsi imamo svoje življenje in mislim, da smo dovolj stari, da se lahko odločamo, kaj komu odgovarja. Jaz pa nobenega nikoli nisem silil, da mora mene poslušati in tudi naprej bo tako ostalo. Hvala lepa. Hvala vam. To je to. Držite glavo gor, svet je lep. Svet je lep. Tako. Bravo.